Danes bomo v gledališču. Pogovarjali se bomo o živalih v gledališču in v gledališču kot takem. In z nami je Robert Valtelj. Robert Valtelj je igralec, režiser, lutkar in umetniški vodja. Leta 1998 je z lastnimi sredstvi ustanovil novo gledališče v Ljubljani, to je Mini teater Ljubljana, ki se nahaja na eni najlepših ljubljanskih ulic, to je Križevniška ulica. Posebnost tega gledališča je, da se obrača k vsem generacijam občinstva, od najmlajših pa do najstarejših. Imamo kakovostne, zelo kakovostne lutkovne predstave in imamo gledališče na najvišjem nivoju. Robert Valtelj je za svoje delo prejel veliko nagrad in priznanj, med drugim nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije, nagrado Združenja dramskih umetnikov Hrvaške, Župančičevo nagrado mesta Ljubljana in še veliko drugih nagrad na festivalih širom po svetu. Na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Kitajski, Iranu, na Poljskem, v Belorusiji, Srbiji. Od leta 2013 je tudi direktor Judovskega kulturnega centra Ljubljana in od leta 2015 je direktor Mednarodnega festivala strpnosti Ljubljana. Veliko dejavnosti se skriva v vaši osebnosti, ampak vendar, kot sem povedala na začetku, nahajamo se torej v gledališču. Tudi danes v gledališču imava dialog, igrava, sicer ne naučene stvari, ampak imava improvizirano gledališče. Tako. Kako vi definirate gledališče? Kaj je to, kdaj se je začelo, potomci katerega gledališča smo danes? Ljudje smo nekako po naravi radovedni. Zanimajo nas drugi, drugačni, zanimajo nas sami, zanimajo nas, kaj se zgodi po smrti. Skratka, iščemo neke odgovore, neka vprašanja. In gledališče je pravzaprav pripovedovanje zgodb v živo občinstvu. Gre za dialog med igralci, med publiko. Seveda gledališče mogoče kot samo pomeni najprej seveda zgradbo, v kateri se uprizarjajo gledališke predstave, po drugi strani pa tudi umetniške zvrsti. Ne samo drama, ampak imamo že v okviru drame tragedijo, komedijo, žalo igro, tako, bi rekel Schiller. Do opere, mjuzikla, uličnega gledališča, lutkovnega gledališča. Skratka, gledališče kot tako, ki ga poznamo danes, bi nekako rekli, da je dediščina starih Grkov. Nekje 2500 let so častilci boga Dioniza, boga veselja, vina, trte, zabav, začeli uprizarjati igre njemu v čast najprej, ki pa so se potem začele razvijati, dobivale so iz tega čaščenja enega boga, potem še druge polbogove, junake. Začela se je skratka razvijati dramatika in v okviru teh iger, ki so jih uprizarjali v stari Grčiji, predvsem gledališča so bila v vseh večjih grških mestih, ampak poznane so te predvsem dionizijske igre v aprilu, ki so bile v Atenah, ki so bile tekmovalnega značaja, danes bi lahko rekli kot ena mešanca Borštnikovega srečanja in tedna slovenske drame. Namreč takrat so bili vsi, ki so pisali tragedije, dolžni vsako leto napisati 3 nove tragedije, komediografi, torej tisti, ki so pisali komedije, napisati eno komedijo. Zmeraj je k temu sledila seveda še na koncu še satira, če pomeni tragedija neko, bomo rekli, odnosi predvsem med Bogom in med človekom, pa komedija, ta komični izris človekovega življenja in pa satira, družbeni prikaz. Zrcalo. Tako. Ja, gledališče kot samo mislim, da je v osnovi zrcalo družbe. Zmeraj odseva tisto, kar se v družbi dogaja. To pomeni zgodbe, ki jih pripovedujemo, če tudi so stare že mogoče 2000 let, bomo rekli grške tragedije, pa vidimo, da v njih še zmeraj najdemo iste moralne dileme, iste vprašanja, s katerimi se soočamo danes. In pa seveda pojavljajo se nove zgodbe. Tako da seveda gledališče kot neka oblika gledališča je mnogo starejše. Poznamo pri starih ljudstvih obredno gledališče, ritualno gledališče, kjer pa pravzaprav je bilo občinstvo ali pa so bili občinstvo bogovi, kjer so svečeniki pa verniki uprizarjali
določene epe, določene rituale za bogove. To pomeni, je bilo malo drugačno, kot je današnje gledališče. In v antiki, kjer je občinstvo, kjer so Tako. bili to ljudje. Ko ste rekli, da so bile to neke vrste tekmovanja tudi, ali bi lahko olimpijske igre na nek način lahko tudi bile gledališče? Tam so tudi 4. ali 5. dan so morali tudi prebirati svoja literarna dela. Občinstvo je bilo in nekdo je igral za njih, ampak nekoliko drugače, seveda. Ja, jaz bi se strinjal, da tudi te športne prireditve velike od olimpijskih iger do konec koncev So Planice spektakli, so ja. nek dialog med občinstvom in med protagonisti, v tem primeru pač športniki. Mogoče zanimivo glede tega tekmovanja, ne? V stari Grčiji, v Atenah je bila seveda tudi nagrada za najboljšo tragedijo, najboljšo komedijo, za najboljšo uprizoritev in tudi za najboljšega igralca. In nagrada je bil kozu, žival kozu. In po nekih prepričanjih naj bi tragedija dobila ime prav po kozlu. Gre za kozlovsko igro, namreč tragos pomeni kozu in potem seveda petje, kozlovsko petje oziroma kozlovska igra. Tako da imava že tukaj vključeno recimo prvo žival v gledališče, ki se kasneje seveda skozi sam razvoj gledališča še velikokrat pojavi, pa se bomo mogoče pogovarjala, kako so bile živali vključene v te gledališče gledališke predstave. Ampak ta kozel iz stare Grčije zagotovo ni Jurčičev kozel. Iz Višnje gore. Ne, verjetno, da ne. To je mogoče kakšen daljni potem potomec te grške veje. Ampak kljub temu je vzel kozla kot žival, ki ima nek simbolni pomen, a ne? Ja, mislim, da je včasih veliko lažje človeške lastnosti prikazati preko nekih živali, kot pa direktno govoriti o njih. Tukaj imamo od Ezopovih basni do, se pravim, celega kupa dramskih tekstov, pravljic, pripovedi, romanov, ki pravzaprav skozi živali, skozi njihove karakterje, ki jih damo živalim, govorijo o nas samih. Torej, zdaj ste povedali, da naše gledališče izhaja predvsem iz antičnega gledališča. Kdaj se pa začne slovensko profesionalno gledališče? Smo pozni glede na druge evropske narode ali smo približno enaki, ko gre za... Zdaj, tako je po antičnem gledališču, pride seveda do prevlade Rima, in z prevlado Rima gre antičen teater malo v pozabo. Vse te mite, ki so jih pa uprizarjali v Grčiji, pa Rimljani uporabljajo v svojem rimskem gledališču. Zdaj, če so recimo pri Grkih, ko so govorili o smrti, o nekih ekstremnih pojavih, o vojnih, če tega niso prikazovali na sceni, ampak so o tem samo govorili, vidimo pri Rimljanih ta preskok. Poznamo tudi, da so bili seveda Rimljani veliko bolj krvoželjni, krvoločni. In se ti dogodki tudi pojavijo na sceni, namreč uboji, umori, kanibalizem pri recimo Seneki in tako naprej. Skratka, rimsko gledališče dobi nek čist nov zagon, čist neko novo dimenzijo. In ko pa seveda prevlada krščanstvo, ko je v 4. stoletju prevzame krščanska religija, pač bomo rekli domicil v starem Rimu, se začne pa zaton gledališča. Skratka, začnejo se prepovedi teh predstav in nekako potem imamo kar neko tako bolj mrtvo obdobje, do nekje do baroka, ko se začnejo pa uprizarjati neke, bomo rekli, pasijonske igre, neke te verske igre za Veliko noč ali pa za Božič. Poznamo recimo, glede na to, da ste me vprašali, slovensko gledališče, začetek slovenskega gledališča oče Romuald iz Škofje Loke in Škofjeloški pasijon. Ki ga še zdaj uprizarjajo. Tako, ki gre za, mislim, da eno najstarejših pač tudi besedil teh pasijonskih v Evropi in za to res nematerialno kulturno dediščino, ki je zelo pomembna. No in seveda po teh pasijonskih igrah, in tukaj je tudi recimo zanimivo, pri Rimu, pri Rimljanih so tudi vključevali že živali, ker so rabili malo bolj krvoločne stvari, so imeli tam kakšnega medveda, ki je med predstavo pojedel kakšnega psa.
Ojoj. Ja, in recimo pri teh krščanskih pasijonih pa dobimo seveda, da bi bila lepša scenografija, pa začne nastopati ovce, recimo pri tej betlehemski zgodbi, Ja. osu in tako naprej. Tako da potem se pa seveda v Sloveniji začne nekako, bomo rekli, ta profesionalna dramatika, seveda z Antonom Tomažem Linhartom. To je 18. stoletje, njegova Županova Micka kot prvi slovenski dramski tekst. Vemo, da je bil nekako prirejen po Figarovi svadbi, oziroma da je šlo za eno priredbo, ampak skratka, tukaj nekje se začne slovenski teater. Seveda smo imeli tudi v času tega, bomo rekli, srednjega veka v Ljubljani sami, pa tudi po ostalih mestih, predvsem Trst, večjih mestih, potujoče skupine. V Italiji se je medtem razvilo recimo Commedia dell'arte, ulično gledališče z specifičnimi liki, maskami, ki so uprizarjali tako gledališke predstave kot lutkovne predstave. Začne se Pulcinella, recimo v Siciliji, to ulično gledališče, ki komentira sproti dogodke, ki se dogajajo. In za otroke so imeli Kasperle, a ne? Tako, teater v germanskem tako, okolju. na tem nemškem področju je bil potem Kasperl. No in Slovenci dobimo tam nekje v sredini 19. stoletja pa že dramatično društvo, dobimo že prve neke, bomo rekli, bolj kot ne seveda amaterske skupine, ki uprizarjajo tekste. No potem pa seveda po, bomo rekli, prvi svetovni vojni z novo Jugoslavijo pa nastanejo tudi že prva poklicna gledališča v Ljubljani. Čeprav, se pravi, že od 1800, mislim, da 67 imamo v deželnem gledališču, deželno gledališče, kjer je zdaj opera in balet, ta slovenski teater, ki se kasneje preseli oziroma razdeli na opero in balet, in drama, ki se preseli v bivše nemško gledališče, kjer je drama še danes. Tako da, kar se tiče pa lutkovnega gledališča, ne, je bilo pa zelo podobno razvoj, čeprav imamo neke male naznake, da smo imeli že nekje od 15. stoletja eno zelo posebno lutko, ki se reče lilek. To je taka preprosta lutka na enem takem vodilu kot križ. Šlo se je v glavnem za neke preproste igre, ki so se dogajale v glavnem v gostilnah ali pa na sejmih, kjer je šlo v glavnem za prepir o meji, tako da to nam je vgrajeno, že gensko zgleda. Skratka, igralec, ki je to igral, je ležal pod mizo, v vsaki roki je imel eno lutko in med njim je bila seveda klop in potem bil še sodnik. In v glavnem je šlo za neko pravdanje za meje oziroma za neke konflikte. In to je bilo značilno za to območje, bomo rekli tukaj Štajerska, in potem tudi na Koroškem v bistvu nisem zasledil, da bi bilo. Ker Koroška je bila zlasti v srednjem veku literarno zelo aktivna, a ne, tako področje, medtem ko Kranjska ni bila. Štajerska, Koroška ste bili glavno, se pravi, kar se pa gledališča tiče, to je seveda že kasneje, pa potem bolj Štajerska in Kranjska. Kar se tiče prav konkretno Lileko, seveda ostalo pa začnemo seveda že s čitalnicami, dobimo mi ogromno teh dramatičnih društev, ki so bile praktično v vsaki slovenski vasi. Koroška, recimo, kjer je bil teater, gledališče, eden pomembnih negovalcev kulture jezika slovenskega, predvsem s temi ljudskimi odri, s temi uprizoritvami velikih predstav, ne vem, Miklove zale, no, kjer pa spet prideva do tega, da so se uporabljali v živo konji, živali v teh masovnih predstavah. Ampak tega postopka, da bi živali bile v živo na odru, tega zdaj ni toliko. Zlasti, ko si jih uporabljali v operi, je prišlo do kakšnih požarov, do kakšnih teh a la Rim konfliktov, ko medved poje psa, a ne, da se temu izognejo. Današnje gledališče verjetno nima toliko živali na odru, kot jih je imelo včasih. Veliko manj, oziroma zelo redki so primeri, tudi zaradi zaščite živali samih, zaradi vseh zakonov, ki jih imamo, je zelo težko seveda dobiti dovoljenje. Mi smo kar nekajkrat uporabili v naših predstavah, pa ne konkretno v Mini teatru. V katerih predstavah, recimo? Recimo v Pazolinjevem Svinjaku v Trstu, kjer je režiral Ivica Buljan. Jaz sem igral v tej predstavi, smo imeli na sceni žive svinje, prasce.
No, kasneje smo delali to sceno, to predstavo še enkrat, oziroma pač čisto drugo postavitev v Rezidenc teatru v Münchnu, kjer so bile tudi svinje na sceni. Ampak nemške, V ali ste Svinjaku. imeli naučene svoje? Ne, to so bile. Tudi v Trstu so se zamenjale. Zdaj se spomnim na Elo, ki jo Na Kokoši, je imela tako. Kokoši, a ne, in Kurnik v Cankarjevem domu. Recimo to danes bi zelo težko izvedli tako predstavo, ne, tam je šlo tudi za, pri teh eksperimentalnih predstavah velikrat za ubijanje živali, a ne, in tega danes seveda ne Tega bi ni, nihče seveda. pustil, da bi Ja. zdaj klali kokoši in tako naprej. Tako da to se je sigurno spremenilo. In potem smo imeli pri Ojdipu v Splitu v predstavi smo imeli psa. Glavni igralec, ki je igral tudi njegov pes. In kar s pod Triglavom, prav tako je imel. Tako, kar so proti glavom, v so bili 80-ih. psi, pa recimo Romeo Castellucci, eden najbolj znanih italijanskih režiserjev zadnjih 20 let. On je uporabljal, se spomnim, ena cela predstava je bila z dogami, mislim, koliko je bilo tistih dog. Seveda se uporabljajo živali z nekim zelo specifičnim namenom. A ne. Je pa ko vzameš recimo žival v predstavo, to predstavlja tudi kar določen rizik. Seveda ti živali ne moreš tako zrežirati, Ne da moreš ne bi predvideti ona... do potankosti, Tako. kot režiser želiš. Točno to. Ja. Zdaj lahko prepustiš nekemu naključju, zdaj če kokoši tlele okrog naju se sprehajajo, rečeš, je vse v redu. Ampak če imaš pa ti nekega psa, neko žival, ki je lahko bolj nevarna, je pa seveda tukaj za en cel kup teh tudi varnostnih stvari, ki je treba na njih razmišljati. Potem pa še ena stvar pri živalih. Pri živalih in otrocih, bom rekel, v gledališču, bodite pozorni, če boste videli otroka ali pa žival na odru, bo absolutno pritegnila vso pozornost. To pomeni, bojo igralci In je v fokus drugem samo planu. na tem. Ja, to je zelo zanimiva stvar, da zelo pritegnejo otroci in živali, če jih daš na oder in skupaj z igralci, pa so lahko najimenitnejši igralci, bo fokus absolutno bolj usmerjen Na žival in otroka. Tako, to je zanimivo. Kako pa potem danes rešujete v gledališču, ko želite žival imeti na odru, pa je vendar nimate? Kako potem to rešite? Zdaj, zelo odvisno je, ne? Recimo nekega trojanskega konja lahko pripeljemo, ker ni Tako, konj, a ne? tako. Ampak kakšno drugo žival pa težko. Mislim, jaz se sam ukvarjam zelo veliko tudi z lutkovnim gledališčem, Ja. že 30 let. In seveda v lutkovnem gledališču je to zelo Narediš preprosto. lutko, Narediš lutko, narediš masko, tudi seveda v teatru se velikokrat, že v stari Grčiji, a ne, so uporabljali maske, tako da to je ena najstarejših umetnosti, so maske. Vidimo pri grških, recimo, plemenih, ki uprizarjajo rituale, kako pomembne so te njihove maske. Tako da maska, predvsem recimo pri teh afriških ljudstvih vidimo te njihove živalske maske. In potem so z njihovim zgibom in tako naprej, je to zelo jasno, zdaj, katera žival je. To je Tako močna simbolika te maske, da Zelo. takoj prepoznamo žival. Zelo. Se pravi, maska je ena rešitev. Absolutno, Še maska kako? mislim, da je absolutno. Zdaj, danes seveda so te sodobne tehnike od videa, od 3D animacij, od raznih stvari še dodatno. Ne. Zdaj bomo videli, kaj bo prinesla še umetna inteligenca, roboti. Skratka, tukaj je zdaj cel kup novih izzivov, ki se bojo pojavili v Hologrami, gledališču. ne. Tudi kako uprizoriti, recimo, kako delati živali. Je pa seveda tudi zanimivo, kadar igralec, človek igra žival. Ja, no To to me imamo. zanima, kako to rešiti. A pove z besedo, ne vem, jaz sem konj in potem si ga predstavljamo kot konja. Ali To bi bila mogoče najbolj preprosta rešitev, ampak gre Ja. ponavadi za zelo študije karakterjev psov. Ne vem, pri nas recimo pri predstavi Judovski pes, a ne, gre za predstavo Miha Rodman, ki je, moram reči, izjemen v tej predstavi. Gre za monopredstavo, ki odigra vso predstavo skozi oči psa. Gre za temo holokausta, to pomeni za zelo, bomo rekli, na prvi pogled nenavaden sklop, da pes govori o tako težki temi. Ampak to me pa spominja na Kafkovo zgodbo, pes pripovedovalec. Ja, a ne? tako. Čisto druga perspektiva, ki se pa potem zavemo, kako resnična je lahko. Jaz mislim, da je dejansko ta transformacija igralca v žival lahko izjemna. No? In da na sceni, jaz sem delal pred kratkim knjigo o džungli, predstavo, kjer so seveda samo živali. Bagira. In sem delal kombinacijo igralci,
torej igralci, ki s telesi, ki z mimiko igrajo živali, maske in lutke. Tako da smo imeli v bistvu tri... Gesamtkunstwerk. Ja, bi rekli na en način nek postdramski lutkovni teater in mislim, da se super obnese. Pa so znamenite te predstave, recimo, ne vem, v Londonu s temi konji vojne igre. To so pa seveda potem že take produkcije, ki grejo v milijone, kjer je kombinacija ljudi in teh, recimo, konjev in ti, ko gledaš te, recimo, konje, ti imaš občutek, da so pravi konji na sceni. Skratka, gre Ampak za... pravih konj se pa spomnim pred 2 letoma festival Ljubljana, Aida, Ja. je bila pred 2 letoma. Mislim, da že malo več, ja. So pa z lipicanci prišli in jaz sem se počutila, kot da sem v starem Egiptu, kaj lahko žival naredi in pripomore k tej iluziji gledališča. Ja, to je bil, mislim, da kombinacija z La Fura del Baos in sem videl, da letos spet nastopajo, ravno včeraj sem videl plakat, tako da ne vem sicer, kakšen je program, ampak ja, sem bil tudi jaz na tej izvedbi. Recimo, moj star oče je bil amaterski režiser in jaz se spomnim, oni so režirali, jaz sem s Koroške, oni so režirali točno te predstave, ki so že omenila Miklova Zala, Martin Krpan in to so bile zmeri, jaz žal teh predstav nisem videl v živo, ampak imam pač fotografije in tam so bili zmeri ti konji. Mene je to zmeri fasciniralo. Moram reči, da me je to, kar mislim, da še zmeri delajo v kakšnih teh amaterskih skupinah, da še vključujejo živali, da je nekaj zelo, zelo zanimivega. No. Sej, če preletimo pa repertoar, arhiv in trenutni spored miniteatra, je tudi veliko živali. Prej ste omenili Judovski pes, potem igrali ste Žabji kralj, Srečni kraljevič, kjer so tudi živali. Velikokrat je v naslovu žival, ali to pomeni, da je potem tudi predstava o živali, ali to ne pomeni nujno tega? Ne je nujno. Pa veliko teh živalskih naslovov v miniteatru. Ja, mislim, da je tudi ogromno te literature, ki je predvsem namenjena, bomo rekli, otrokom, mladim, prikazana s pomočjo ali pa skozi oči živali. In zaradi tega seveda ni čudno, da imamo toliko teh živalskega karnevala pri nas v različnih predstavah. Ja, mislim, da to je tudi, kaj bi rekel, se mi zdi zmeri bolj zanimivo, no, otrokom prikazati ta svet človeka, živali kot nek kompleksen... Ja, razvijati empatijo s pomočjo gledališča, ne? In te so živali čudovito orodje, mislim, definitivno. Ja. Mislim, jaz sem kar veliko delal, no, te lutke, živali. Imel sem srečo, da sem sodeloval, mislim, da ne 10 let tudi pri Radovednem tačku, ki so ga verjetno vsi gledali, vsaj do zadnjih 10 let generacije. Sem bil brat dvojček. To je bil tak slovenski Harry Potter. Vsi so vedeli za Radovednega tačka. Točno to je bilo, se pravi, mislim, da smo mi snemali več kot 10 let. Jaz sem bil dvojček od Radovednega tačka, od Naceta Simončiča, tako da nisem bil čisto vsaki epizodi, ampak mi je bilo res izjemno zanimivo, pa tudi poučno. In kako so ljudje, otroci gledali. Jaz sem Naceta Simončiča še potem, ko smo nehali snemati, takrat smo bili še na Ljubljanskem gradu, v miniteater je bil pač v začetki, 18 let smo bili na gradu. Na hribu, ja. In še pred njegovo smrtjo sem ga parkrat povabil, da je imel on sam za mizo Radovednega tačka predstavo. To je bilo... intimna predstava potem. Bila je tako zelo intimna, da je bilo na vsaki predstavi, kjer je bilo sedežev za 100 ljudi, po 150, 160 ljudi, ki so stali, ker so vsi... To je bilo očarano in otroci, absolutno vsak je verjel, da je to pes, da je to živ pes, čeprav so videli, da je tam človek, ki ima lutko v roki, ampak otroci imajo neverjetno sposobnost imaginacije. To recimo pri nas pač imamo veliko te izkušnje, glede na to, da imamo res ogromno predstav za otroke. Mi igramo skoraj ne čisto vsak dan, ampak zelo veliko teh matinej za vrtce, za šole in je to res fascinantno videti. Ali pa starši, ki prvič pripeljejo otroka na lutkovno predstavo. Jaz mislim, da res bi morali zmeri priti starši zraven, da vidijo to fascinacijo otrok nad gledališčem. Jaz imam to velikrat izkušnje z ljudmi, ki prvič pridejo, ker so tako navdušeni, da potem vsak teden pridejo, predvsem zaradi tega, ker vidijo, kako njihovi otroci
reagirajo fantastično na gledališče, na predstave in kaj lahko seveda, kako lahko to vpliva na njih, kako lahko spremeni njihov odnos do sveta, do življenja. In mislim, da ljudje, če bi se zavedali, koliko odgovorov nam lahko da gledališče, s tem, ko gledamo neko predstavo, ki se nam morda zdi, kot prišli smo se malo zabavati, ampak koliko nekih misli, naših težav lahko skozi gledališče rešimo. Res kot neka prava terapija. Mislim, da se ljudje premalo tega zavedajo. Ja, in mislim, da bi morali hoditi več v gledališče, pa manj gledati televizijo in brati novice, ki niso novice, ki nam držijo zrcalo po želji nekoga drugega, medtem ko gledališče pa je zrcalo stanja, ki je lahko zaskrbljujoče, ki je pa lahko tudi lepo. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Vi ste tudi lastnik zelo lepe psičke, kaj ne? Ja. Torej, kakšen je pa vaš odnos do živali? Je mogoče preveč naivno, itak je lep, ker žival vključujete v svoje vsakdanje življenje in po moje je tudi zrcalo te psičke, da toliko živali upoštevate tudi v izboru gledaliških besedil, ki jih potem uprizarjate. Ja, odnos mene in Umbre. Umbra je ime ona je Lagotto Romagnolo, moja psička, zdaj stara že 6 let in pol. To je tak rjav taček. Tako, rjavi taček. In zanimivo je, jaz sem naredil njeno lutko, vse sem mislil so prinesti danes s sabo, pa sem pozabil, ker sem hotel narediti tako ene 10-minutne, bomo rekli, predstavice z njo, kjer bi vključil in živo Umbro in to njeno lutko in sam kot nek povezovalec, ki bi imel zmeraj nekega gosta, kjer bi odpirali različne teme. Zdaj tako je, jaz kot otrok sem že imel psa doma, potem, ko sem pa šel seveda na študij pa tako naprej, si pa dolg časa nisem mogel umisliti psa. Namreč imel sem toliko obveznosti, toliko nekih festivalov, gostovanj, in šele pred 6 leti sem se odločil, da zdaj pa res je čas, končni čas, zadnji čas. Predtem sem si reševal to z papigami, s pticami in tako naprej, da si spet seveda priskrbim psa. Zdaj ta korona mi je malo pomešala moje vzgojne načrte, namreč z Umbro sva bila 24 ur skupaj in je zdaj postala to neka odvisnost, obojestranska. Tako da sem jaz v zadnjih zdaj 5 letih, dobro, bila je vmes še korona, pa je bilo tega malo manj, odpovedal kar nekaj gostovanj, nazadnje pred 2 tednoma v New Yorku. V New Yorku, ja. Ravno iz razloga, da ne morem nje pustiti za 2 tedna nikjer. Ne v hotelu, ne pri kakšnih prijateljih, ker bi najprej ona mene pogrešala in ker bi jaz njo preveč pogrešal. Tako da tukaj zdaj moram priznati, da bi mogoče že jaz rabo kakšno klinično pomoč, kako se zdaj to da rešiti, da bi jaz vseeno mogoče kdaj še šel kam z njo. Rešujem pa seveda tako, da kamorkoli grem, pa tudi če zmeraj kar veliko potujem, grem z avtom, kjer se lahko ona pelje, ona je navajena, da se voziva vsako leto po 1000 kilometrov. Problem nastane seveda, kadar je treba uporabiti avion, kar pomeni, da je malo težje iti v Izrael ali pa v Ameriko, kar sem prej pogosteje počel. Jaz mislim, da lahko s to lepo mislijo končava, da pes pogreša vas in vi pogrešate njega in da sta najbolj srečna, ko sobivata. Absolutno. In lepo se zahvaljujem za ta zelo prijeten intervju. Najlepša hvala.